Zdaj je z nami Robert Štaba iz Zavoda Varna pot, ki že leta opozarja, kako nevarna in nesprejemljiva je vožnja pod vplivom alkohola in je dosegal tudi nekatere zaostritve zakonodaje na tem področju. Dober večer. Najprej mi povejte, kako zdaj vi gledate na to odločitev Ustavnega sodišča, ne glede na to, da se že leta borite proti alkoholu v prometu? Na prvo žogo v tem času zgleda, kot da je to neko darilo za martinovanje in vsi tisti v mokri družbi bojo naredili en velik aplavz. Če pa pogledamo z neke distance, pa govorimo o 1.200.000 voznikih v Sloveniji in policisti na leto odkrijejo približno 10 do 12 tisoč pijanih voznikov, se pravi, vse je to manjšina. Skozi leta smo zagotovo zmanjšali ta prisotnost alkohola, vendar tak ukrep dviguje standard pravic, bom rekel, vseh nas državljanov, na drugi strani pa manjka ena vejica. Katera? Ta vejica pa pomeni seveda več finančnih sredstev za opremo policistov, večje število policistov in če bi ta vejica obstajala, zaradi tega bomo pa zaposlili 200 do 500 policistov, ki bojo prisotni na terenu, bomo pogledali, kakšni so te etilometri, ali lahko uporabimo kakšne cenejše ali mogoče kakšne prenosne in seveda z roko v roko različni uradi, tle je tudi urad za meroslovje, odkrili, kaj v evropskem prostoru je že v praksi, bi to prinesli k nam in jaz mislim, da ne bi bilo velikih sprememb. Tako pa bojo. Kakšne? Ja, po vsej verjetnosti predvidevam, da so policisti v nezavidljivem položaju, ker taka odločba, če jo zdaj nek laik prebere, pa ni pravnik, jaz sem poprašal 5 pravnikov, pa je 5 različnih mnenj, bojo imeli konflikte na terenu. To je definitivno v samih postopkih, potem se bojo policisti logično začeli malce umikati, postopki bojo bolj dolgotrajni, ne bomo imeli na cestah še teh mal patrulj, ki jih imamo, opreme tako ali tako nimajo in seveda je veliko vprašanje, kaj se bo to dogajalo na slovenskih cestah, če ne bo dobila policija dodatnih sil. Saj ravno to, sindikat že opozarja, da to obravnava z etilometrom ne pomeni uro in pol obravnave na policiji, prometne policije ali pa nekje jih pa sploh nima. Ampak vidim problem mogoče nekoliko globje, če pogledamo, smo policistom v zadnjih 10 letih odzeli kar veliko orodij, najbrž tudi tožilcem in prepričan sem, da bi bilo fajn, da teh 7 ustavnih sodnikov, ki se bori za pravico, bom rekel, teh voznikov, ki se vozijo pod vplivom alkohola, da najdemo tudi 7 odličnih pravnikov, ki da policistom orodja, da bojo lahko učinkovito delali pa pri vožnji za rdečo luč, pa pri alkoholiziranih voznikih, pa pri prekoračeni hitrosti, pa sekcijske merjenje hitrosti, posod tam, ki smo policiji odzeli pristojnosti oziroma. Ampak veljamo za to, ko imamo imenovano mokro družbo, ker 30% vseh smrtnih nesreč povzročijo še vedno pijani vozniki. V takih odločbah jaz vidim tudi v bistvu na nek način zaušnico vsem tem staršem in ljudem, ki so se od leta 2007 izpostavili in si želijo v slovenskem prostoru reči alkoholu ne. Je pa seveda mogoče žogica na drugi strani vladnim organom, da pa preprosto enkrat prekinemo to kalvarijo. Mi imamo pri mladih voznikih že 0,0, pa se obnesli, mladi so odgovorni, so korektni vozniki, in zdaj moja generacija, ki pa lovi ta 0,5, dajmo 0,0 za vse, pa bo dosti lažje. Zakaj bo veliko lažje, če bo 0,0 za vse? Zaradi tega, ker bomo vedeli, da lahko spijemo sok, nikakor pa ne 2 pivi. In takrat, ko spijemo 2 pivi ali pa 2 špricerje, kot rečejo radi kje v Sloveniji, potem se že izgubi ta meja runda na rundo in potem se to tragično konča, filma ne moramo zavrteti nazaj in kdorkoli se lahko najde v taki koži, kot sem se jaz pred 18 leti ali pa vsi naši ambasadori, ki so se v teh letih izpostavili in to je res prevelika tragika. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.